Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Imate željo biti trgovalec oziroma trader, želite živeti od tega, nimate dovolj začetnega kapitala? No, zdaj tudi to očitno ni več težava. Podjetja, ki se imenujejo prop firms, ki so kot nekakšna podporna podjetja, ki ponujajo trgovalcem priložnost, da uporabijo svoje veščine trgovanja in trgujejo z njem, so tu, je prava poplava teh podjetij, tako da danes se bomo pogovarjali o teh podjetjih in kaj ponujajo. Ta prop podjetja nadobudnim traderjem zagotavljajo kapital v višini lahko tudi več 10,000 ali celo več 100,000 evrov, ki ga potem lahko ti uporabijo za trgovanje z različnimi inštrumenti, bodisi na valutnem trgu, z delnicami, z izvedenimi finančnimi inštrumenti in tako dalje. Sliši se predobro, da bi bilo res? Kaj moramo vedeti o tem? Koliko denarja moramo vložiti, da smo lahko del te zgodbe? Kaj pomeni Funded Account Challenges? Kakšni so te izzivi? Sliši se zelo tiktokovsko. Kdo je v ozadju teh prop podjetij? Kje se skrivajo pasti? Skratka, vprašanj ne manjka. In v tokratni epizodi bomo na vsa ta vprašanja odgovorili z poslušalcem MoneyHow, ki spremlja že od samega začetka. Luka Ostrc je z nami. Zdravo, Luka. Ja. Živijo z nami pa je tudi Andraž Grahek, mislim, da ga ni treba več predstavljati. Je kar večkratni povratnik na MoneyHow. Andraž je pa Funded račune preštudiral, ko smo pripravljali epizodo o mladenkah iz TikToka, kjer se je mladenka Vita pohvalila, da je ena od njenih članic prišla do Funded accounta in da je zelo ponosna na njo. No, zdaj bomo s to zgodbo nadaljevali, a ne, Andraž? Da bomo. V bistvu, jaz sem jih preštudiral potem, ko so mi vsi govorili, da nimam pojma. Sem rekel, ok, grem pogledat, kaj je to. Tako da lej. Ja, ti si celo takrat nekaj omenil, da gre za nek monopoli denar, se spomniš? Ja, se spomnim. Jaz sem izhajal svoje intuicije in v bistvu je ta intuicija pokazala, da sem mu dokaj prav. No. Mislim, bom tako rekel, ampak dajmo to malo zadržati za toliko epizode, da nam zdaj, ko bi rekel, spoilali ali pa kako bi se temu rekli. Ja, točno tako. No, bom jaz še to povedala, da te mlade punce in fantje seveda iz TikToka so zdaj spremenili strategijo novačanja žrtev in zdaj prikazujejo, kako lepo živijo, seveda na račun teh ljudi, ki plačujejo te drage izobraževalne pakete. Zdaj punce potujejo po svetu in fantazirajo, kako bodo postale milijonarke oziroma bodo postali milijonarji, skratka brez znanja, brez dela in tako dalje. Še enkrat te punce in pa tudi fantje prodajajo drage izobraževalne pakete in so del nekega mrežnega marketinga. iGenius Global, tudi agencija za trg vrednostnih papirjev, izdala opozorilo pred vplivneži, ki prodajajo meglo po družbenih omrežjih in definitivno tudi te punce sodijo v to kategorijo prodajalk megle. A gremo na našo temo. Luka, povedal si, ko smo se pogovarjali o tej debati, da v bistvu delaš s prop firmami od leta 2020, sicer se s trgovanjem ukvarjaš od leta 2017, imaš različne izkušnje, vse od tega, da si nekaj denarja zaslužil, do tega, da si nekaj denarja izgubil, pa mogoče, če lahko malo poveš, kdo si, s čim se ukvarjaš, koliko časa trguješ, kako živiš, ali lahko živiš od trgovanja in tako dalje. V bistvu s trgovanjem sem začel 2017, takrat mi je v bistvu sodelavec pokazal, kaj je to Forex, ki je razvijal neke robote, hotel sam razviti in pa je to pač ratalo zanimiv. Tudi s Forexa imam, ko bi rekel, mečke zgodovine, ki smo imeli doma epizodo s Financos Forex, jih verjetno poslušalci dosti poznajo, da tiste je bilo kar hudo, ampak tiste, kad sem se nekaj še ukvarjal, nisem to oče delal, ne jaz, tisto, tako vemo, kako je šlo, sem to pa malo pozabil, kako je s Forexem. Pa mi pa ta sodelavec to razlagal, kazal, imaš broker, lahko narediš svoj račun na svoj ime, nobeno ne daš najra, da bi zate delal itd. Smo začeli pa z nekimi signali, kopiranje signalov. Tisti tak pa nekaj časa smo to probavali, milijon
enih strategij drugih providerjev za signale, ampak pa na koncu mi tako gotovo, da od tega ni nič, da če kaj hočeš, da se moraš sam naučiti, ne, tako da se je začel. Ampak sem v bistvu takrat je tudi, da bo 2017 je tudi ta Bitcoin začel takrat rasti, bil tisti ta hud bull run. Tako da takrat sem v bistvu na Forex platformi sem na blef kupoval Bitcoin, ne. In itek, šlo res samo dober, samo gor, na hiter naredil, pa itek narediš ta prvo stvar, greš kupiti avto, namest kaj bolj pametnega. Pa, ko se pa ta bull run ustavil, se pa tudi ustavil, ne bo nekak konc te zgodbe, ne. Tako da pa sem se takrat začel malo bolj poglabljati v te grafe, pa kaj to sploh je, zakaj se kaj premika. Tako da pa sem počas iz majhnega kapitala nekaj malega naredil. Tisti sem pa malo pametneje zapravil, sem financiral papirje za hišo. Po 2020, se pa korona začela, sem pa glih pred korono sem pa prop firme naredil, takrat je bil FTMO, se je začel na veliko oglaševati, sicer obstajajo že, mislim, da od 2015, ampak na začetku so dejansko ponujali nek ta prav kapital, ampak so bili računi tako 10,000 evrov, zelo drago, ful stroga pravila, z nizki procenti profita, tega profit splita, tudi niti ni bilo zanimiv. Takrat so pa šli na ta model, da so ti dali $100,000, pa takrat je bil 70% profit split, čeprav, če si ti naredil profit, 70% od tega profita so tebi dali. Takrat me je začelo to pa malo zanimati, sem se vrgel v to. Prvi challenge, ki sem kupil, je bil pa $50,000 takrat, celo ratal narediti 8% profita. Pa sem prekršil pravila, sem račun zgubil, tisti profit so me izplačali, pa sem pa tako naprej, vsega sem financiral, pa je nov račun, pa sem pa počasno delal, pa itek sponi in paci, pa se pa še naprej se s tem ukvarjal, tako da pa zdaj da sem pa prišel do tega, da malo bolj pametno to delam, pa malo bolj konstantno, ne, da dobiš nek trade dober, ne, dobiš nek profit, pa hočeš še več, ne, pa še več, hočeš narediti, ne vem, 100% profita v mesecu, ne, tak imaš pa te neke sanje, pa mislim, da je to 1, 2, 3, ampak pa se malo dole sedeš, pa pogodiš sam sabo, ko vidiš, da to ne gre tako, pa lahko malo konstantno delaš, no. Ja, Luka, zdaj si povedal zelo veliko zanimivih stvari. Marsikdo bo rekel, da govoriš kitajščino, tako da gremo lepo po vrsti. Mogoče samo to, no, Finance s Forex je bila ena zadeva, ki sem jo zelo dobro preštudirala. Sem kar napisala kar nekaj člankov na to temo. To ni bil Forex, to so samo zlorabili Forex, ne, to je bil v bistvu natek, ne, to je bila ena večjih prevar po letu 2008-2009 se je razpasel ta Finance s Forex. Omenjaš signale, tudi te punce so govorile o številnih signalih, ki jih samo kopiraš, ne, omenjaš potem challenge, tako da gremo lepo po vrsti. FTMO, ne, to je ena od prop teh podjetij, pa bomo tudi lepo počas prišli do tega. Gremo najprej pojasniti, founded accounti, kaj to sploh je za začetek, kdo bo to pojasnil? Ta bo vas zbirala, ali kaj? Gremo challenge narediti. Kdo bo boljšo razlago dal? Ja. Mislim, lahko jaz začnem, Luka že malo govoril, da se malo spočije. Mislim, funded account je točno to, kar pač beseda pove. Torej, to naj bil račun, ki ga financira neka organizacija in je dan v, ko bi rekel, upravljanje oziroma nekemu traderju, da z njim razpolaga in ustvarja neke dobičke, seveda znotraj nekih pravil. Tukaj se pa pol stvari zelo, rekel, grejo v detajle. Funded account je pač tako pogovorno se ful super sliši, zdaj ste vi dobili denar. Dejstvo je, da predem je to res funded account, to pomeni, da je dejanski denar v upravljanju, more kar neki stvari se zgoditi in zelo majhen odstotek ljudi, ki začne svojo pot na funded accountu, dejansko konča na dejanskem funded accountu. To pomeni, da dejansko je denar v zadju. Se je pa to vsem razvil v eno ogromno podpanogo skoraj, ali ne vem, ko bi temu rekel podšport, že skoraj malo trgovanja,
ker v bistvu, tako kot je Luka rekel, zato da se postaviš v vrsto za funded account, moraš pač nekaj plačati, vstopnico moraš plačati. In seveda, zdaj lahko predstavljate veliko nadobudnih, predvsem mladih ljudi, ki mislijo, da je to nekaj zanimivega in da jo hitro kaj zaslužijo ali pa se želijo naučiti trgovati, seveda se postavi v to vrsto in seveda tega denarja ni malo, ki se zbere za to, bom tako rekel, mal je kar loterija. No? Predstavljajte si nek loterija, vi pridete vsak kup srečko in trdi, zdaj bom jaz zadev. Zdaj se jaz malo hecam, ni seveda na koncu skill, to je vse na koncu pomembna veščina, ampak odstotki uspeha so tako nizki, da je vprašanje, ne vem, če niso nižji kot na kakšni te vaški veselici, k srečko kupaš, veš, kaj jih je 200, pa je po 1/200, da bo rata, da bo zadev jackpot. Mislim, težko je skozi te skillse pride čez, ampak več o tem bo verjetno Luka znal povedati, ker je šel skozi to pot. A lahko mogoče poveš, Luka, kako v bistvu sploh se začne? Ti si rekel, da je treba kupiti nek challenge, nek funded account. Povej od samega začetka, kako to poteka. Registriraš se na njihovi spletni strani. Se pravi, eno prop firmo izbereš, se registriraš in greš naprej. Se registriraš, zahtevajo identifikacijo z dokumentom, to vse ti pritopi, pa kupaš račun. Zdaj FTMO jih ponuja, da preverjam, od 10,000 evrov naprej, spravaš po 10,000 dolarjev, 25,000 $, 50,000, 100,000 in največji $200,000. Kaj to pomeni, kupaš račun za $10,000? Kaj to pomeni, koliko denarja plačaš za račun? Za $10,000 challenge plačaš 155 evrov. Kaj to pomeni $10,000 challenge? Kaj pomeni challenge? Da prideš do funded, moraš priti skozi challenge. Prav imaš 2 faze preskusa. Ko ti to kupiš, dobiš tako isti avtomatiko, isti moment dobiš že podatke o trgovalnem računu, demo račun z $10,000 in lahko začneš trgovati. In potem so pravila profit target za prvi korak je, za prvo fazo tega challengea je 10% profita. Ko to narediš in če nisi prekršil ostalih pravil, greš na drugo fazo. 10% profita na koliko časa? 10, na mesec? Zdaj je neomejeno. Včasih je bilo omejeno prva faza na 2 meseca, zdaj so dali pa unlimited. Koliko si rekel, da plačaš za 10,000 evrov funded account? 155 evrov. 155 evrov plačaš, zato da si kupil vstopnico, zato da greš lahko na ta challenge. Tako. Ta challenge je sestavljen iz 2 krogov. Prvi krog je 10%, v drugem krogu moraš pa doseči 5% profit. In kaj pa se pol zgodi, ko to recimo ti uspe? Če nisi prekršil nobenih pravil, ti pošljajo podatke za funded account, se pravi fundiran račun. In to je že ta prav denar. To ni več demo account, ampak je to ta prav denar. Še vedno je demo. Ampak če narediš profit, ti oni izplačajo. To je zdaj ta zabava. Oni dejansko ne riskirajo nič, ne riskirajo svojega kapitala, ampak te profite financirajo oni iz izkupička od prodaje challenge-ov, ker se toliko tega proda, razumem, da lahko to sfinancirajo samo iz naslova tega. To je tako kot zavarovalnica, veš, da si plačajo zavarovanje, pa sam tam so škode, so izplačila, sam kle so dobički, niso škode v kontu. Ja, se imamo tudi neke statistike, da se za predstavo na neko povprečno izplačilo je okoli $3,000. Na koliko časa? To je čisto, ko imajo payout. Povprečen payout je $3,000, na en payout pa oni zaslužijo povprečje $100,000 s prodajo challenge, da malo za predstavo, koliko oni zaslužijo na en payout. Se pravi, zdaj smo omenila za $10,000 ta recimo račun, koliko pa je recimo največ na FTMO-ju, koliko največ ponujajo? Možnost nakupa? Največ, da lahko kupaš še $200,000. Ki stane koliko? 1080 evrov. In kaj potem, kad ti kupaš za 1080 evrov, 200,000 evrov funded account, ki v bistvu še ni funded, ampak je nek demo account, ker se potem moraš igrati neko igrico in doseči neke rezultate.
da te potem dajo spet v neko demo verzijo, ki ni ta prav denar, ampak tlele imaš možnost potem nekega izplačila. Kaj je fora tega sploh? Ja, če nimaš svojega kapitala, je to v bistvu dobra opcija. Mene v bistvu konec konca vseeno, oni stojijo zadaj samo kapitalom ali ne, dokler izplačujejo profite. Ja. A je to nek mrežni marketing, ker to je v bistvu spet neka zgodba prodaje nekega zelo dragega produkta nekim ljudem in potem v bistvu dejansko se izplačuje iz tega, koliko denarja noter na novo priteče. A je to denarna veriga, je to mrežni marketing, kaj je to? Ne morem težko reči, da je to mrežni marketing, ker noben od nas, ki smo stranke, ne moramo tega mi naprej prodajati, pa imeti procent od tega. Ne? Ampak ja, tu so se spomnili nek posloven model, ki je rato zelo popularen in je zdaj poplava teh firm in zdaj FTMO recimo so bazirani na Češkem, Evropski uniji in so tako preverjeni, računovodstvo, ko imajo vse poštimano, ker zdaj te zadnje, ki hodijo ven, recimo imajo pa tako sedež v Dubaju, tudi v Bangladešu sem že videl, tam sem se pa tudi že sam upekl, ker so mi potem recimo, so se spomnili neko pravilo, da jim ne ustreza moj stil trgovanja, pa so mi zavrnili izplačilo. Ne. In kakšen je recimo tvoj stil trgovanja, da so ti zavrnili potem izplačilo? Uporabljam dosti nizke, dosti majhne stop losse, tako da je v bistvu višina pozicije dosti visoka, ne, ampak dejansko riskiram 1%, ampak če imam zelo nizek stop loss, je to zdaj v njihovih očeh zmer visoka pozicija in so me pri 2 firmah recimo zaradi tega zavrnili pa ukinili račune. Aha, se pravi, v bistvu tisto, kar si potem plačal, si izgubil ves denar, nisi dobil, ne vem, poplačilo ali pa vračilo denarja ali pa Na koncu sem dobil. Sem se obrnil na influencerje iz te branže, pa so oni to zgodbo objavili, pa so me potem takoj kontaktirali, da mi bojo vse izplačali, ker se jim je šlo za ogled. Andraž, mogoče gremo še preden gremo v debato malo na te pravila, Luka. A lahko mečkam poveš, kakšne so omejitve, ker v bistvu, zdaj, mogoče sam kako jaz gledam na vse te stvari, a ne? To je tako malka neke olimpijske igre ali pa neke kvalifikacije, kjer te igre, ki izvajajo to, služijo na tem modelu, to je dejstvo, a ne? Po drugi strani pa tudi, ne vem, če se jim pa že glih malo v serije najdete neke talente, ne bo pa mogoče med vsemi temi, ki tredajo tudi nekdo, ki bi ga oni mogoče eventualno, rekel, bolj sodelovali resno z njim, torej bi dejanskim denarjem lahko začel upravljati. Tako da, tukaj so vse neka pravila, ki izhajajo iz tega, kako bi ta družba sicer, rekel, želela, da se obnašajo trgovalci, ki z njihovim dejanskim denarjem trgujejo. A lahko malo o teh omejitvah, ki so v resnici risk management, rekel, bolj neke vrste, ki ga oni predpišejo. Ja, spravo, zdaj 2 glavni pravili sta max daily loss, se pravi max največja možna izguba dnevno, v trgovalnem dnevu in nasplošno na limit, koliko lahko izgubiš. Zdaj, max daily loss je 5%, se pravi, če izgubiš več kot 5% v enem dnevu, tisti moment se ukine račun in si pač izgubil. Greš lahko nazaj kupiti nov challenge. Potem druga omejitev je pa max loss, če presežeš več kot 10% izgube, ti tudi ukinejo račun in si izgubil challenge. To sta 2 glavni pravili, potem so pa še razne omejitve, zdaj enih nimajo, FTMO jih recimo ima, tradanje novic, ne, poznamo te high impact novice, ki so, ne vem, NFP release, CPI release, te so zelo volativne, če v časovnem oknu 4 minute pred in 4 minute po releasu teh podatkov ne smeš imeti odprtih ali zaprtih pozicij. Tako da tukaj se tudi oni zaščitijo, oni pravijo, ker takrat tudi recimo ti preskoči stop loss lahko zaradi slippage, ker je toliko močen premik na marketu, da se pač pozicija ne zafila in oni to upravičijo s tem, če ti pa takrat preveč riskiraš, da imajo oni izgubo, čeprav če v zadnje demo računi dejansko nimajo, ampak s tem te v bistvu tudi tebe prisilijo, da se nekako ravnaš po nekem normalnem risk managementu. Ne.
Torej, samo da pojasnimo za poslušalce. Včasih, ko je neka makro novica, če je to Forex ali pa če tam za kakšno delnico se tradaš na vzvod, ker mislim, da FTMO ima več teh različnih inštrumentov, ki jih lahko delaš. Recimo, če ste videli en video, recimo objavijo neke nore rezultate, itak delnica zmer poskoči za več kot 5% v eno smer ali drugo in ponavadi je ta pozicija itak na vzvodu. Torej, mi lahko riskiramo 5% kapitala, ko se nam dal, ampak delamo na vzvodu, kaj lahko, kakšen je vzvod, Luka, poprečen bi jaz rekel? 100. 100, no, vidiš. Na eni firmi so me tudi omejilo mes na 1,10 recimo, zato ker si jim pač moje pozicije niso ustrezale. In zdaj pomislite, zdaj, če smo to divji, damo 5% noter svojega kapitala, delamo krat, ki jo lahko podvojimo, to zgodbo, recimo, recimo, dobro, to je extreme leverage, ta najvišji, ki si govoril o njemu, in lahko bi se s tem igrali, tako da, in oni rečejo, to ni zaradi tega, ker v bistvu stop loss preskoči tečaj in preskoči to raven, ko ne bi se tebi zaprl, in ta izguba dejansko, če gre v nasprotno smer, je prevelika. Torej, te firme, ki trgujejo, morajo paziti na svoj kapital, ker če ne pazijo, jih lahko jutri ni več in ne morejo izpolniti nasprotnih, ko bi rekel, tradov, ki je en drug zaslužil, ki so oni izgubili. In tukaj te pravila noter dajo, jih zakodirajo tudi za igralce, ko v bistvu to so zdaj zaenkrat igralci neke vrste. A lahko vprašam, koliko časa recimo dnevno pa porabiš za to trgovanje preko teh prop firm? Jaz trgujem kar celo sejo, zdaj to London seja ali pa New York seja popolne. Sem itak za računalnikom in pa sproti gledam, se nastavim kakšne alerte, zapiska pogledam, proščikiram situacijo, ali imam potrditve, v redu, da imamo trade vstope. Daj sem kar tako day trader. Se pravi, to v bistvu praktično, kako pa handlaš oziroma kako pa služba, pa to gre skupaj, to trgovanje? Vse da prilagoditi. Zdaj tako delam skozi računalnikom, če imam nastavljene alarme za določene nivoje cen, dobim notification, da hitro pogledaš, sprožaš order ali pa limit order nastaviš, pa sploh zadeva je rešena. New York session, ki je pa sploh najmočnejša seja, pa sploh ni problematična. Spod doma v pisarni. Koliko challengeov si pa recimo, koliko imaš zdaj odprtih teh challengeov, koliko challengeov si vsega skupaj sumarno kupil? Koliko sem jih kupil, točne številke ne vem, sem na hitro pregledal, koliko sem jih plačal, koliko sem za to zapravil, da je številka okoli 33,000 evrov. Nazaj sem dobil precej več. Tukaj je bilo še vprašanje. Koliko imaš zdaj teh challengeov odprtih trenutno? Trenutno imam odprta 2 challenge, ki delam še, pa 2 founded računa. Da zdaj delam še pri isti firmi še 2 challenge, da doseže max allocation. Se pravi, da tudi pa omejijo, ti lahko kupaš, združaš te račune, ampak imajo neko limito. Zdaj delam pri Alpha Capital Group, to je na angliška, iz Anglije, pri njih zdaj delam, da grem do $400,000 na računa. Se pravi, to je ta 2 challenge, ki jih imaš, delaš preko te firme. Tako. Se pravi, to še ni funded račun, to se zdaj še... Imam tudi funded račun zraven, pa imam narejen kopier, da mi kopira trade, da ko odprem na enem računu, mi skopira pa še na challenge. Da ne rabam ročno. Preden smo se vklopili, zdaj rekel si 33,000 evrov si že zapravil za te challenge. To je od leta kaj? 2020? 2020, tako, od samega začetka. Marsikdo bi rekel, da je to zelo velika številka. Zdaj nočeš razkriti, koliko si zaslužil, ampak ko smo se... Lahko tudi povem, da sem tam malo pod 400,000 evrov do zdaj. Aha, se pravi, rekel si pa tudi, da živiš od tega tradanja, plačaj pa v bistvu za šparanje, za whatever, ne? Aha, ampak koliko časa se pa v bistvu si se posvetil, koliko študiraš to tradanje, ker vsi vemo, statistika je tukaj zelo kruta, neusmiljena, marsikdo res zelo veliko pod črto potem tudi izgubi denarja. V bistvu študirana je tukaj ogromno, ampak
ne toliko kot tega učenja, ampak ta glavni problem je na koncu v bistvu disciplina, ne, ker te pohlep od tega not, ne, ampak jaz ko sklepravam, če ne bi bil pohlepen, sploh ne bi šel v to, ne. Tudi gre zaradi tega, greš v to igro, ampak na koncu te tudi ta pohlep tepe po glavu največkrat, ne. Pa to, ja, dokler, glavnino sem naštudiral do rojstva otroka, ker z otrokom se to od začetka učiti, ne vem kako bi, ne. Ker tudi zdaj recimo, če še kaj testiram, pa še nove zadeve iščem, delam to po noč, ne. Rekel si, da si pohlepen, ne? Ja, po pravici pa vem, ne, če ne bi bil, bi pač investiral v neke ETF-e, vsak mesec nekaj, pa bi spal, ne, tako pa pač pohlep te not potegne v to, da se greš to igro in pa ali to znaš, se naučiš to v ta pohlep brzdati, pa nekaj narediš, ali pa pač spadeš, da greš delati, kaj ne razga. Koliko pa recimo, kdo vse se odloča za recimo tako zadevo, za te challenge? Se pravi, kaj, taki profili, kot si ti, pohlepni profili? Ali recimo mogoče, ne vem, kdo se odloča, kdo kupuje te challenge? Slišali smo tudi mlade punce z TikToka. Že sami začetniki, nekateri se začnejo šele s challenge-om učiti, recimo, ne? Tudi spaj vemo, kakšen je rezultat na koncu, ne? Rekel si, da tudi zelo veliko teh, iz teh MLM zgodb prihaja na te challenge. Ja, ker jim prodajo, da oni jim bojo dali signale, na hitro se bojo naučili, počujemo o tem, da se je naučili, oni vmes bojo imeli signale, tam ti podajo račun, pa boš delal 2 plače na mesec, takoj naslednji mesec so šparjava. Pač zelo si izkoristijo to za svojo reklamo. No, po domač povedan, ti ne rabaš tega sranja za to, da se greš same challenge, pa da se začneš učiti. Mislim, pustimo, kaj rabaš, pa s čim si lahko pomagaš, pa ne vem, kako razvijaš neko veščino, ampak dejstvo je, da, mislim, tako pač, Luko je res začestite, zato ker statistike v osnovi, koliko ljudi v bistvu sploh pride čez prvi challenge, mislim, da ne mogoče nekih 10% ali neke take cifre so bile. Zdaj, kleme smo podatek, zdaj sem sprošel, sem 3 firme prašal za ta teden, me niso hoteli sploh povedati. Na zadnjak se spomnem iz glave, je bilo 12% za čez prvo fazo. Imam pa tukaj napisan podatek še od MyForex Funds, ki so bili takrat največji, je bil 19%. Se še zmer imam, pa na drugem koraku je pa ta številka nižja. Ne? Ja, zato ker na vsakem koncu je vsip, a ne? Pol je še v drugi fazi vsip, pol itak tudi na account, ki ga dobiš, tudi ni ta prav denar, so spet neka pravila in pol pa še število ljudi, ki v bistvu preživi tudi potem, ko je prišel do nekega mal večjega, še zmer, ko bi rekel temu, virtualnega računa, no, kjer na nek način mal prodaja svoje strategije tem firmam in je zato tudi plačan za real-time payoff-i, a ne, v bistvu to na koncu mogoče prideš na 1%, 2%, nekaj takega, ja. Ki to preživi na nek let, 2. To je res tako Ka šport je v bistvu, ka unih high performance atleti so sam, ne vem, 1%, 2% na vrhih je, ka neki zaslužijo, ostali pa pač ljubijo šport. Ko ne rečem drugače. Tudi je, zdaj, ko sem bil pri MyForex Funds, oni so pa vmes dali neko ponudbo, da pač tistim, ki so konstantno profitabilni, da če imaš tam več kot 6 payoutov zapored, da te dajo v VIP skupino. Prav v VIP skupini si imel on-demand payout. Jaz naredil profit, lahko rekel, jaz rabim ta denar, dajte mi splačati zdaj, ker načeloma imajo to ali bi-weekly ali mesečno splačujejo. Ne? In takrat smo bili, sem pa v ta VIP padel noter, smo bili noter 3, pa so takrat imeli več kot 100,000 traderjev. Samo so številke še manjše, ki so govorile v resnici, ne? Pod %, pol mogoče. Tako da ja, noro. Zdaj rekel si, da je poplava tega. Kje dobiš, kdo so verodostojne, katere firme, te prop firme so verodostojne, kako to sploh preveriti, da ne narajmaš nek nateg, ker teh nategov je verjetno tudi zelo veliko, glede na to, da gre očitno za zelo profitabilen posel. Zdaj, problem je, da ni nobene regulacije za ta trg. Zdaj pač nekako najbolj preverjeno je, če posluje v Evropski uniji, ker smo še zmer tukaj zakonodajno dost strogi, da imajo res vse po regalcih nekako. Tudi kot EU, v državljani EU-ja si nekako potrošniško zaščiten, če da karkoli pride, ne, si malo krit, da saj tisti refund dobiš, ki se ga dal za challenge, če gre kaj narobe.
Ja, zdaj recimo ogromno je bilo v zadnjih 2 letih je ogromno zrastel v Ameriki. In tam so tudi začeli FTMO je v primerjavi z ostalimi najdražji in so začeli dampati cene, da so dobili stranke, tam jih je lansko se je začel jih je regulator malo sekal, ker v Ameriki trgovanje s CFD je prepovedano. Če demo račun, da so jih, tam so to kar dosti pozaprli, pa so se pa začeli seliti v Dubaj, ne, recimo. Tam v Dubaju je zdaj ima sedež teh firm milijon. In je kar tako, mislim, težko. Če hočeš iti s preverjenimi, zdaj obstaja spletna stran ta propformatch.com, ki ima tudi seznam, katere firme so oni koliko preverjali, ki so dobri komentarji, dobre izkušnje, pa ima pa tudi seznam unlisted, s katere so oni odstranili seznama, pa so jih kaj vrstili, ki so dobili preveč pritožb itd. Sem pa tudi lansko let, ki My Forex Funds šel po gobe, ki sem bil lansko sem bil samo tam do junija, pa so začeli že golfati, sem v bistvu skoril račun, ki so golfali s spreadi, pa slippage, da pa sem začel malo tipati ostale in sem tako eno angliško dobo, ki se je izkazal za čisti skem, pa tudi eno v Dubaju so me že ustavili, ki sem naredil challenge, so me rekli, da me ne dajo founded računa, ki sem kopiral trade, pa so mi kar poslali nekaj Excel, da oni dokazujejo, da sem jaz od tega pa tega traderja kopiral trade, niti nisem hotel slišati, da bi jaz to lahko karkoli dokazoval, pa se branil. Tukaj sem pa izkoristil Instagram, jaz sem objavil še influencerje objavil in pa so mi dali vse en račun. Tudi pa, ko sem prišel do payouta, so mi dali payout, tisti challenge refund, ki so obljubljali, nek bonus, ki so obljubljali, so mi dali, pa so me pa banali. A ni to noro, ne? Še ko imaš enega, ki pod 1% uspeha še v glavo zajbavaš, zato da ne zasluša. Problem je, jaz sem se tudi zanimal, kako štartaš svojo prop firmo, ne? Ker ta poslovni model je, to je kot da bi jackpot zadev, ne? Ja, kot mu igralenco online, mislim tako, malo. In zdaj, preden so začeli ameriške firme ugašati, si imel je ta češki broker Purple Trading, so imeli kar na ključ, so ti naredili prop firmo, pa sem z njimi sestanil, sem se pogovarjal, pa sem rekel, koliko imaš pa ti kapitala, ne, da zgreš v to, ne, pa sem rekel, koliko pa po vaših izkušnjah rabim, da lahko to štartamo, ne, sem vedel, da glih brez kapitala ne moš v to, ker lahko imaš pa lih smolo, pa dobiš ta prvi mesec poslovanja par dobrih traderjev, a pa se jim posreč, pa nimaš za splačati. Rekel, imamo ljudi, ki so začeli s 5 juri v žepu, ampak po naših izkušnjah rabiš od pol milijona naprej imeti na lagerju, na zalogi za ta izplačila. Na začetku si omenil, da si sodeloval z 10 temi prop firmami, pa da si imel tudi neke težave z izplačili, da kako je bilo že, ene so ti izplačale, ene te niso izplačale, 3 ti niso izplačale, ali kako je bilo že? Pa so vmes še celo propadle, dve podjetji so ti zavrnili izplačilo. Tako, v bistvu s My Forex Fund sem delal najdel in to je ta prva, ki je v bistvu propadla. Zakaj pa so propadali? Nekdo od zaposlenih je likal ven interno komunikacijo. Jaz sem riskiral, recimo sem prej omenil, da so mi slippage-em sem skoril račun. Pač ta primer, ki ti preskoči cena stop loss, ker ne more zafilati orderja in pač zapre takrat, ko lahko zapre. Jaz sem, kot se spomnim, sem riskiral 0,5% glavnice na pozicijo, eno pozicijo sem odprto, me je preskočil stop loss in sem zgubil 6%. Pa ni bilo nobenih novic, pa nobenega dogodka, ki je tak premik povzročil. Takrat sem rekel, mi imamo, naš liquidity provider ima simulacijo live okolja in tako je pač bilo. In pa je prišla ven interna komunikacija in subject maila direktorja tehnične ekipi bil slip them to hell. In oni so pogledali, kdo so profitabilni traderi in so na njih dali posebne pogoje in višji slippage. In so nas tako tako so se nas znebili na koncu. Zmislili so se, kako je to. Tako, ker vsako izplačilo za njih je minus.
Vse se je rekel, da je to divji zahod, da v bistvu ni nobenega nadzora, tako da se lahko malo sprav zmišljujejo. To je zelo tvegana igra. Teh 400 jurjev si že pobral z računov, imaš to na varnem? To se pobira mesečno ali pa na 2 tedna, tudi tedensko majhne firme. Niti nimaš kaj dosti izbire, ker te oni določijo, da te payajo det, ker imaš profita, oni splačajo, resetirajo balans nazaj na začetni ali pa ti dajo nov račun. Po mojem Marla hotela vprašati, če sto kakšne državljanske obveznice dal, daš mu kapital za štartati, veš. Kakšne državljanske obveznice? Ne, bolj me z davčnega vidika zanima. Zdaj, davčno, to bi bilo za preveriti, na kaj bo davkarija rekla na takšne zaslužke. Kako se to sploh obravnava, tak zaslužek? Jaz sem to takrat kar direktno Fursu vprašal v 2020. Najprej so zastrigali z ušesi, ko so slišali Forex pa CFD-ji, pa sem jim pa kar poslal pogodbo, kako izgleda, in so rekli, da samo upravljaš storitev za njih, da če boš prijavil dejavnost, boš plačal glede na dejavnost, če ne boš nič prijavil, pa to za nas podjemna pogodba. Aha, se pravi, zdaj plačuješ potem kako davke? SP. Imaš SP in plačuješ potem, ker upravljaš storitev za podjetje, nisi trgovalec, ki bi v bistvu ustvaril neke kapitalske dobičke. Trguješ na demo računu, če pa me hotel potem za obračunati davek, ne vem, kako lahko na demo računu Težko bi rekel, da je to neka dejavnost trgovanja, to je po moje bolj... Ja, tudi pogodba je sestavljena tako, da si ti nek zunanji svetovalec za njih v bistvu. Poslovno svetovanje je to. Se pravi, ti pogodbo si dobil od teh podjetij, imaš pogodbo? Ko dobiš, v bistvu oni ti dajo founded račun, mislim, ti ga odklenejo za trgovanje, ko podpišeš pogodbo z njimi. In pa imaš ti z njimi pogodbo lahko čisto kot fizična oseba, lahko pa tudi kot podjetje narediš, imaš odprte vse opcije. Velikih gre tudi na kakšen DOO, če presežeš za normiranca, se ti pa DOO že v bistvu bolj splača, pa tako naprej. Jaz se tudi na Financah Forexu so se podpisovali kar neke pogodbe. A ta pogodba ima kakšno veljavo recimo na sodišču ali pa kjerkoli? Zdaj, pogodba, ki imam recimo s FTMO-ja, bi rekel, da ja, nekaj. Katero sodišče je pa pristojno za recimo... Moram pa pogledati pogodbo, ampak je v Evropski uniji, to vem. Tudi oni imajo, tudi sem videl zanimivost, ko ti dobiš prvo izplačilo, ti oni dajo tudi nazaj ta fee, ta denar, ki si ga ti plačal za challenge. In ostale firme, kjer sem jaz izplačilo, prvo izplačilo, so tisto dali, kar samo povišali so izplačilo za to, pri FTMO pa računovodsko pravilno naredijo. Dejansko naredijo tudi uradno refund, dobiš posebej tisti račun, tako ka more pač biti, da je tudi za njih davčno v redu. Mislim, imajo res vse po regalcih, tako da bolj ne bi mogli imeti. In tudi na Češkem tudi dobivajo te nagrade za podjetje leta pa podobno. Zdaj, če bi lahko izpostavil prednosti recimo takšnega poslovanja, kaj bi rekel prednosti? Misliš prednosti trgovanja s prop firmama? Jaz sem zdaj rekla poslovanja, ker zdaj imaš ti pogodbo, da pač imaš neko poslovanje oziroma da si v nekem poslovnega svetovanja. Zdaj lahko tudi rečeva trgovanja, ne? V bistvu prednost je kapital, ker da svoj kapital nabereš, rabiš nekaj časa. Pa zame je tudi prednost so te pravila, recimo, ne? Pot, ki ti grebaš na en slab dan, pa gre kaj narobe, greš hiter v overtrading, pa hiter prekršaš pravila. Tam veš, da če prekršaš, zgubiš račun, če imaš pa svoj račun, pa greš, pa če vse naslednji trade pa bo, ne, pa še povečaš magar pozicijo, ka ta bo pa rešil, pa hiter prideš na nič, ne. Da to je prednost pa davčno, ne, zato, ker z normirancem precej pocen skozi prideš, ker na CFD je nekaj 40%, zdaj je kar huda, ne. Ja, izvedeni finančni inštrumenti so pač to. Okay, zdaj si izpostavil prednosti, zdaj bomo šli pa na nevarnosti in pa slabosti. Ja, slabosti so, ker te prvabijo, ne, s temu kapitalom, ti bomo dali 200 jurjev, ne, te prvabijo. Zdaj, sami ljudje se začnejo učiti na challenge-ih, ne, pač zgubljaš denar, ne, učiti se najbolj na demo ali pa daš, ne vem, nekih 500 evrov svojih, Jurija,
ker te malo bolj boli, kot pa tisti challenge. Če te pocen kupuješ, pa v enih firmah kupiš $10,000 challenge za $50 lahko. Ne? In to ljudje pa tistih $50 hitro pozabijo. Ne? Če se tako učiš, ne vem, koliko daleč prideš. Ne? Jaz bi ja, ne se kar zvoli. Pa pač slabosti, če greš, ker te zdaj res, eni res fabijo z nizkim cenam, pa da bojo če prideš do splačila za ta refund, ki si jih dal za nakup, ti rečemo, mi pa damo 200% refund, če prideš do splačila in tako pač fabijo pa je ljudi. Velikih pride v to zgodbo samo zato, ker vidijo ti, kako jo hitro denar dobijo. Kako jaz recimo se ukvarjam kar precej z pač investiranjem, nisem trgovalec, ne, day trader sploh ne, nimam časa za to. Kje si sploh, kje te zahaklajo, kje to dobiš? Ne vem, jaz še nisem zasledila, da bi me kjera prop firma vabla, snubla, ponujala karkoli. Meni se oglasi skozi prikazujejo, ker sem v tem. Če greš samo na kakšen Baby Pips ali pa na YouTube, na kakšen Forex kanal, sem da hitro prideš tudi do tega. Andraž, a se tebi kaj ponuja? Ja, se veš, kako je. Ne, trikrat se ustaviš na eni vsebini, potem pa začne algoritem zmer bolj ponujati, pa greš pa bolj noter, pa večkrat klikneš in pa prideš nazaj, ne vem, na YouTube ali karkoli, pa itak vse ista vsebina. Tako mislim skoraj. Če greš googlat pa na YouTube iskat how to learn trading Forex, imaš siguran, da če ne isti dan, naslednji dan že tudi kakšen oglas za prop trading. A ponujajo tudi te challenge, recimo, oziroma ti sam si izbereš, na katerem trgu želiš trgovati, se pravi, je to valutni trg, kripto, delnice? Večinoma so valutni trg, so Forex. Zdaj so začeli, tudi sem videl že, da obstajajo za kripto, nisem vedeti šel gledati, ki me ne zanimajo. Pa zdaj, ko so v Ameriki malo pometel s temi, ki CFD ni dovoljen tam, so začeli odpirati futures. Da tradaš futures, ki to je pa dovolijo. Se pravi, ti se pa več ali manj s Forexom ukvarjaš? Ja. Kjere valute pa tradaš? Euro, dolar, samo to. A lahko upišeš recimo kakšno, ne vem, strategijo ali pa kakšen pristop, ki bi ga dal mogoče zanimivega, tako da je evergreen tema, da se ti pojavlja mogoče kot nekaj, kar je smiselno, ali pa neke omejitve, ki si jih nastavljaš. Ker sam da pojasnim poslušalcem, tukaj se trguje z vzvodom, tukaj lahko v bistvu iz 1000 evrov jih lahko podvojiš, če se ti premakne za 1%, ne vem, pa 7% dal na vago, po domač povedan, to je treba razumeti, tako da moraš paziti, koliko daš, ne moreš dati kar 100%, takrat to tredno, ker v napačna smer pa dač več dija, ampak dobro, to so pravila, ki tudi to ne mogoče to, ampak mogoče kakšen namik, Luka, kako se tega lotiti, ker ni tako simpelno, ker zgleda zelo pretepno. Ja, sem zglih ta teden sem od nekoga dobil komentar, da je to čisto lahko, da pa kaj znaš, pa kar podvajaš, pa greš z višjim rizikom noter, da pa si milijonar v enem mesecu, dveh. Ampak se ko je ne bolj cilj, da skozi manj riskiram, ne skozi več. Zato, ker tudi na dolgi rok je najbolj vzdržno, če manj riskiraš, ker tudi sploh, če ješ preveč riskira, pa dobiš, ne vem, slab dan, pa res 3 trade zapored zgubiš, ti udar na psiho, in pa začneš delati traparije. In če pa riskiraš v mejah normale, recimo jaz več kot 1% na pozicijo ne riskiram, pa več kot 1 pozicijo naenkrat ne bom odprl. Tako da, če gre v stop loss, bom prvi zgubil 1% glavnice. Zdaj pa klepar propo, imam pač 5% na dan, imam pa lufta. Pa tudi pa imam še svoje pravila, 2 stop lossa zapored, pač neham tradati za un dan, ne ugasnem pa ne gledam več. Tako da 2% zgube na dan je moj limit. Ja. Šlo kaj se na par vprašanj v bistvu. Kaj uporabljaš pri sprejemanju odločitev, v bistvu, kaj je to tehnična analiza, domnevam, ne vem, mogoče kakšne drugi pristopi matematični, kaj? Čist tehnično, v bistvu je lanske do mene prišel en kolega, da je to bo nekaj, ki je čist mehanična zadeva, samo da mu ni čist jasno, in so se usedla skupaj, pa so to za en let študirala v bistvu. Ker sem 2 leta sem začel zamenil sistem
in sva sestavila, kako na minutnem grafu sestaviš sliko, kaj se dogaja na višjih time framih. Če odprem zdaj evro-dolar na dnevnem ali pa tedenskem grafu, je to nizek razpon cene in tam ne rečeš ugasneš, to nimam kaj tradati. Ampak na minutnem pa malo vidiš, kaj se dogaja, pa kako lahko vstopati, pa nekako to malo gledava, kje je likvidnost, se da z grafa razbrati, pa tam vstopava. Zdaj pa tudi gledam recimo kot reporte, ampak to samo, da vidim, koliko je institucijskega voljuma noter, koliko oni trgujejo. Če oni ne trgujejo evro-dolarja, pa nimam tudi jaz kaj za tradati, ker so premiki slabi oziroma gre vse po svoje, vse nekaj rangira in takrat ti potovče v vse smeri in če takrat tradaš, samo zgubiš na koncu. Tako da na koncu nekako, ko preko bolj matematično, ker res gledava samo, ne gledava toliko svečk candlov, ampak samo od candla highest price pa lowest price, niti ne candle close. Zato, kje se je cena nahajala, kje se je tradala. Pa ima pa svoj sistem, kako zaznava, kje je bila likvidnost, pa kje lahko stopa. Aha, vidva v bistvu glede na, dajva tako reči, neke vzorce, kako so se oblikovali pretekli tradi in kaj se je dogajalo na likvidnosti, oziroma kako se je pa razpon oblikoval, v bistvu ugotovita, kdaj je smiselno iti not, ker obstaja verjetnost, da mogoče zdaj razpon bolj pri spodnjem ali pa zgornjem in bi lahko prišlo do nekega premika, ko bi bil zadovolj velik, da bi lahko to, ko bi rekel, prinesel ustrezen ta razmerje med, dajmo reči, tveganjem in donosom, ki ga lahko požanje. Ja, če poenostavim, če bi na koncu zrisal cone, bi prišli tak do supply demand tradinga. Tak se supply demand itak fura trge, pa lahko najdeš, narišeš, imaš te candlestick patterne, narišeš cono, sam zdaj ti ne veš, kjera cona bo držala, pa v kjeri ima institucije res orderje. Mi so to pa malo razbila, pa razbrala neke vzorce, po katerih lahko domnevamo, da tam imajo pa več pozicij institucije, ker tam, ko imajo oni institucije, bo cena odbil. In se pač probava en delček tega premika pobrati. Kaj pa pol, v bistvu rekel si, da so tam neke omejitve trgovanja okrog nekih announcementov, ki se dogajajo. Ponavadi pri FX tradingu ali pa euro-dolar so ponavadi ta glavni podatki, makro, ki prihajajo, ne vem, zasedanja in podobne stvari, ISM, inflacije, GDP, ki smo glede na pričakovanja. Koliko pol, mislim, ali pol trguješ okrog tega, torej se izogibaš temu eventu, kako moraš to delati? Tega se izogibam. Tudi je v bistvu že, recimo, kaj je tisti petek, kaj je NFP release v ZDA, je v bistvu cel teden dolar malo po svoje. Cel teden težko delati, petek pa sploh. Petek pa do releasa, ker noben ne ve, kaj bo, niti institucije, in gre vse malo po svoje, ker noben ne trade in ni ta pravega volja. In to se pač izognem. Itak se moram izogniti zaradi pravil, ampak že tako je market. Tudi zdaj zadnje čase je sploh, ki je bil na euro-dolarju malo nižji voljum zadnjih par mesecev, tudi ki je bil od NFP-ja do CPI-ja, nismo kaj zatredati. In smo mogli počakati, da šlo to skozi, pa se pa začeli spet tredati. Lahko mogoče sem še jaz vprašam ene par zadev, ker če bo marsikdo razmišljal zdaj v smislu, da bi šel v to zgodbo, pa bi vsem rada šla, mogoče vsem je pomembno to, da kako izbereš to podjetje, ki ponuja možnost funded računov. Tle se mi zdi, da je pomembno, da pač se zavedamo tukaj, da so precej velika tveganja, pač če izbereš napačno, Ali je tako? Ja, zdaj jaz bi šel kar tudi samo uporabljam, če se lotam kakšne nove firme, da kupam challenge prek posrednika, ta PropFirm Match. Oni ti tudi imajo ekskluziven popust za tiste firme, ki so listani, ker kar je pri njih listano, je načeloma varno. In tudi, če se izkaže, da je kakšna firma ni v redu, jo delistajo in ti, če si preko njih kupil, ti oni ponudijo pri drugi firmi iz seznama po izbiri challenge v isti vrednosti brezplačno. Zato, ker si kupil prek njih, ker so bili kao v redu, pa se je izkazali, da ni. Tako da, če ne money back guarantee imajo na nek način. Tako. A je tle kakšna posredniška provizija, na katero moraš biti pozoren?
Sem oni to podjetje, ki je naredil to Propermatch, ima sigurno kakšno provizijo od prodaje, ampak to na nas v bistvu nič ne vpliva, kaj dasno. A so kakšni skriti stroški, na katere moraš biti pozoren? Ne. Ni nobeni? Samec to pa tudi njihovi ti pišu v pogodbi, pa v splošnih pogojih, da za davke si podgovoren sam. Kaj pa recimo, če pride do kakšnih težav, je neka podporna služba, je nekdo, ki lahko odgovarja na vprašanja? Imajo, ene imajo tudi celo telefonski support, sem že videl, večina jih ima tudi prek Discord kanalov, imaš tam pa že support, tako imaš. Mislim, po teh, kaj jaz delam, je support pač hiter, dobiš v parih minutah nekoga in se z njim pogovoriš lahko. Težave se potem tudi relativno hitro rešijo, kako? Tako, če počasih se zgodi, da je pri kakšna splošna težava, pa je treba onemogočena, kakšen server počepne, in tudi to pa je že v Discordu, pa prek spletnih strani obvestijo, da prideš do kontakta, že vidiš obvestil, kaj je narobe, pa pač se rešuje, počakaš. Kako pa je recimo, zdaj tle gledam, da so lahko tudi neugodni pogoji trgovanja, se pravi, da so lahko visoki stroški trgovanja na eni strani, na drugi strani pa slaba izvedba naročil. To je pa, ko ni, pri MyForexFund so to namenoma delali, ampak ja, to je pa, če je nizek volum trgovanja, so pogoji slabši, so že premiki slabši, pa pač okoli teh novic pa dogodkov, pride do hitrih premikov, so tudi pogoji slabši, nekaj ne more zafilati pozicije dosti hitro in pa te pri prvi razpoložljivi ceni lahko zafilati in zapre, ponovadi to je tako tvoja škoda, Se pravi, v bistvu, glede na to, te firme se lahko tudi vmes mogoče malo zmislijo nekaj in ti poslabšajo pogoje in ti zaprejo račun. Obljubljajo, da ne. Zdaj sem se takrat pogovarjal s Purple Trading, takrat je večina firm prek njih imela to izvedbo na ključ, pa so jih imeli vsaj kot liquidity providerja in so oni imeli roko nad pogoji in niso dovolili firmam, da to delajo sami in niso dali dostopa. Ker potisnemo z MyForexFund, so rekli, to firma ne sme imeti, to bomo mi imeli. In zdaj tudi ostali, mislim, da upam, da imajo še tako, da liquidity provider to ureja in ne prop firme same. Zdaj, kar se pa tiče samih izplačil, si pa rekel, da so določeni neki termini, ko se izplačuje. To je že vnaprej določeno, možete nekaj sam zmišljati. Ne, določen, pa zdaj kakšne firme te vabe, da ti rečejo prvi payout ti damo on demand, ostale pa purniku. Pa imaš pa od začetka, od prvega trada, 30 dni recimo, oni zmer štejejo, takrat, ko začneš trgovati, pa oni štejejo, 2 tedna, 30 dni, kot imajo pač pravila. In takrat, ko ta dan pride, moraš zapreti vse pozicije, da daš request in oni pa to sprocesirajo. Kolikšno je pa poprečno izplačilo, recimo, na to izplačilo, ko pride ta čas za izplačilo? Je neomejen, lahko ti izplačajo, tudi $1 milijon, dolarjev, kakorkoli. Pri FTMO je bilo največje do zdaj, mislim, da nekaj čez 500,000. Da nimajo nekaj omejitev. Pri kakšnih se zatakne, zdaj zadnje sem pozabil že, kjera firma je bila, ena nova je bila, sem recimo že v štartu zataknil, pa je prišlo do zamika 3 tedne, da so vse poplačali, ker je en prišel, pa je pretegnil skoraj 100,000 €, pa nisem imel, ker so s premalo kapitala štartali. Se pravi, rekel si pa, da na koliko časa se izplačujejo te izplačila? V večini je na 14 dni ali pa 30 dni. To imajo kar večinoma tako. A je še kaj takega, Andraž, kar moramo pogledati? Jaz majčkam klele gledam, tudi sam sem malo šel čez, pa gledam različne firme, ful so različni modeli tudi, Ja. In imajo kar nek subscription, klele gledam, da kar na mesec tudi lahko plačuješ, pa imajo pol više različne procente izplačil. In tudi instant funding se ponuja da tiste drago, pa nižji račun dobiš, ampak si takoj na founded, to marsikoga sploh hiter prvat, ker si takoj na founded, ampak tam je verjeten odstotek izplačil še nižji, kot pri tistih, ki pridejo čez challenge. Jaz mislim, da tukaj definitivno je tako,
tako kot pri vsakem drugem ponudniku je boljš vedeti več in pač imeti možnost čim več zvest o tem ponudniku. In zdaj verjetno dlje časa je na trgu v teoriji, tukaj, če je uspešen, bi mogel imeti več kapitala. Tako. Dajmo tako reči. Zdaj pa se moraš pa malo po moje tudi pozanimati. Zdaj internet ima veliko tudi nekih forumov, zdaj ne vem, kjer isto kredibilni, kar se tiče tradanja, ker to jaz že x let nisem počel. Iskreno povedano. Bi mogoče, ne vem, Luka, če ti lahko priporočaš kakšno, ne vem, kje so kakšni resursi, zdaj ne vem, kje folk debatira o tem na Redditu ali kje to sploh. Večinoma po raznih Discord kanalih, to je zdaj milijon enih, sem jaz 2017 začel tega, ni bilo, še kursov je bilo zelo malo, da se pa to razpasali na tega ogroma, tako da v bistvu kar za kredibilnost samega Forexa še v bistvu slabš, nekaj je. Tok šuma, tako. Forum je bil v svoje čase Forex Factory, tam tudi jaz tam spremljam pač koledar, da vidim, kdaj je kjer event, da se izognem, pa tudi jaz mene zanima, kaj se dogaja, da vidim še fundamentalni vidik, pač čisto iz ekonomske zadeve, ki me malo zanima, pa kaj, da vidim te cifre, pa kako se trg odreagira, pa to. In tam je tudi forum, sam je tudi kar malo zamrl, odkar se je to razpasal po Discordih, pa Telegramih. Mislim, jaz bi rekel, zato, da si tukaj uspešen, moraš biti tudi malo tehničen, matematičen tip človeka, bi jaz rekel. Mislim, po moje, zaradi tega, ker če gremo malo v karakteristike traderjev, v bistvu imajo neke strategije, ki jih sistematično izvajajo in moraš biti metodičen in moraš imeti sposobnost to na nek način tudi malo backtrackati, se spraševati, kako je to laufal, imeti mogočeno bazo, zdaj ne vem, kaj ti uporabljaš. Vse to treba, ker ti lahko kupaš nek kurs, se naučiš tiste strategije, pa moraš pa še znati aplicirati, pa problem, ker se pa market začne malo drugače obnašati, pa ne razumeš, kaj se dogaja, pa moraš pa spet gledati. Ko se je zdaj zgodilo, ker je volilno leto, je ponad na dolarju tako malo po svoje, zdaj je taka unikatna situacija, ki imamo še po 2 vojni odprti, je sploh vse narobe in niti institucije same pa nočejo kaj preveč trgovati včasih. Ti karkoli probaš, vse delaš po pravilih, pa ti kar nekaj ne deluje več. In pa moš pa nimaš kursa, ki bi te rešil, pa moš pa sami raziskati. Jaz samo primer, za analiziranje uporabljam TradingView aplikacijo, sem za providerja imel skozi bazo od Forex.com, pač on je bil provider, in kar naenkrat nič več ni delal, nič ni držal, vse je šlo samo še vstopilo, vse je šlo po svoje in smo pa šli študirati, kaj se je spremenil. In smo pa ugotovili, da je bil problem samo v providerju. Smo providerje zamenjali na Wando, da imamo njihove čarte in kar naenkrat situacija se je izboljšala z isto strategijo. Smo na čisto druge podatke in pa smo gledali, je bila že razlika v ceni, ker sploh nisem bili navajeni, da se to na Forexu dogaja, ampak ne kripto, da je med liquidity providerji pa med borzami različna cena za inštrument. Na Forexu to ni bilo, zdaj se pa škar tam naenkrat začeli to dogajati. Da pa moraš malo to pobrskati pa prilagoditi. Tukaj mogoče, to je tudi bitka za podatke v končni fazi. Zdaj, ti si na enem trgu in sigurno, ko bo rekel z orodji, ki jih ima en Luka, glede na to, kaj vse je od organizacij tam in kakšen dostop milisekunden imajo do podatkov in kako hitro lahko pridejo in kako trgujejo. Je pa res, da mogoče sreča, da smo bolj agilen, lahko kakor neka večja bilanca, ki tam milijarde okrog obrača, ampak vseeno, jaz bi vseeno upozoril tukaj to. Zdaj, to vse super in lepo zgleda. Imamo Luko, ki je en uspešen primer tega, pa upam, da bo še uspešen v prihodnosti, ker to tudi ni tako zagarantirano, da pač strategije laufajo naprej v neskončnost, skozi moraš preverjati, skozi moraš biti v bistvu pozoren na preži na nek način. Tako da tudi rabiš ženo, ki to tolerira. Jaz sem se to začel učiti, jaz sem bil to non-stop za računalnik, za prišel službe, sem sedel za računalnik, celo noč za računalnika in drug dan ponovi vajo. Pa skozi na telefonu, alerti, piskalo vse, parkrat sem bila že na točki, ki so bila tako, pa nehaj ali pa jaz grem. Ampak pa moraš pa nekaj pokazati. Zdaj, če ni nič za pokazati,
se hitro zgodi, da pač žena gre. Če pa pokaže, da so neki profiti, pa je pa čisto drugačno. In tudi pa mene, če malo pisarno, pa mir da je. Zato, ker ima tudi ona korist od tega, če smo pošteni. In pa lažje tolerira. No, žena je dujno more razumeti to, ampak še zmeraj so pol te procenti zelo proti nekomu, ki nam z nule začne. Dejansko 99, verjetno lahko rečeva, jih bo v roku leta, 2 odpadli in tega ne bo več počeli in bo pač vmes zapravili za challenge in ne vem, vprašanje koliko. In ko zmanjka, pač nehajo s tem, obupajo, pa mogoče kaj spet našparajo, zaslužijo, se pa spomnijo, pa še enkrat probajo srečo. Ja. In od tega v bistvu prop firme živijo. Od nas, ki delamo profit, recimo ne živijo, ne. Jaz sem zdaj malo še tle preverila, pač se mi zdi, da smo kar obdelali več ali manj vse, kar je bilo za obdelati, vezano na te, da gremo uporabiti še pravilno ime, niso to prop firme, ampak so proprietary trading firme. Tukaj tlele pač zelo opozarjajo, da je zelo veliko nepravilnosti še vedno, ne samo v preteklosti, bilo vezano na ponzi sheme, da so nekatere prop firme dejansko ponzi sheme, ker se depoziti novih trgovalcev uporabljajo za izplačilo obstoječim trgovalcem, dokler se shema ne sesuje. Potem opozarjajo tudi na nezmožnost izplačila dobička, a ne, kljub temu, da si ti bil uspešen, ti pač pogosto ne izplača, tudi sam si imel to izkušnjo. Potem skrite klauzule v pogodbah, nekatere pač firme vključuje neke skrite klauzule, ki omogočajo enostransko spreminjanje pogojev ali celo da zadržijo dobiček trgovalca pod pretvezo, da so kršili neke pogoje. To si tudi omenil, da se je dogajalo. Potem prekomerne kazni za razne te kršitve, to si tudi omenil, da se je že dogajalo v tvojem primeru. Potem lažno oglaševanje, to smo tudi že slišali danes, da se oglašujejo visoki donosi z nizkim tveganjem, pa tudi manipulacija s podatki, ne? A bo še kaj dodal tukaj na tej točki? Okoli oglaševanja so se zdaj v zadnjih letih malo umirili. Na začetku so res vsi oglaševali, da ti da kapital, ne? Zdaj oglašujejo, tudi v pogodbi je zapisan, da delaš od začetka do konca, da delaš na simulated trading account, se pravi na demo računu, ne s pravim kapitalom. In da si tudi plačam potem glede na performance na simuliranem računu. Ne. Da to so jih tudi klesovih regulatorji, so jih tok, da so to šli popravljati, ampak je, ja, pa ostalo pa drži. Da tudi si nekako malo upamo, da bojo kakšno regulacijo počasi tudi za to uvedali, da se ta trg malo prepuca, pa da ne bo toliko, kako preko zdaj, toliko slabih govorancev okoli tega. Pa. Yeah. Že v Forexu izpak pa nas že tako na slabem glasu, da zaradi prejšnjih zadev, ki so bile, da je dio. Če večini ljudi, ko v Sloveniji tega ne poznajo, ko omenaš Forex, rečejo to piramida, ki so spomnejo financa s Forex pa teh podobnih zadev. Ne. Ja. Ja, tako da, kako se zdaj zaščititi, rekli smo due diligence, je treba narediti raziskavo, omenil si spletno stran, kako že? Propformatch.com propformatch.com, to bomo objavili tudi v opisu epizode. Potem treba je nujno prebrati, se pravi, pogodbo, pogoje sodelovanja, pogledati, če so kakšne klauzule, kakšni skriti stroški, skratka, gledati tudi forume, rekel si, da tam zelo veliko piše, tudi konec koncev na tej spletni strani so kar neki watchdogi, ki spremljajo slabe prakse. Nujno preveriti, če je podpora strankam, pa tudi preveriti, kako odzivni so, konec koncev, tudi sam si rekel, da so zelo odzivni, v primeru, da se sesuje, verjetno naš, da bo nikogar, no. Ja. Tudi fajn je včasih pogledati, kje je sedež firme, da greš pogledati, malo vržeš v Google, ker pri dostih jih vidiš, da je to neka poslovna stavba in ko malo pa googlaš, vidiš, da je pač tam lahko najameš virtualno pisarno. Ne. Če ena firma nima niti svoje pisarne, pa niti ne veš, koliko imajo oni dejansko svojega kapitala, pa koliko imajo, kakšen support imajo. Ne. Ker če imaš nek dober svoj support, imaš verjetno tudi svoje prostore pa pisarne. Ne. Ja, to pa mogoče saj še to specifike trgovalcev, pač večini ne uspe, no, večini 99% konča z veliko izgubo.
pač stalno se je treba izobraževati, biti stalno na preži, biti samodiscipliniran, imeti podporo žene oziroma partnerja, ki to podpira, uporabljati različne strategije, testirati različne strategije. Verjetno, ti si zdaj omenil, ti trguješ samo z enim valutnim parom, temu ne moramo reči ravno diverzifikacija. Jaz sem klej kontra. Imam fokus in tudi, kar se fundamentalno tiče, rabam spremljati samo evrozono pa ZDA, kaj se dogaja z dolarjem pa kaj z evrom. Jaz včasih sem gledal, sem rekel, več parov bom gledal, več bom zaslužil, ne? Ampak je ratov problem, ker pa ne moš vseh naenkrat tako dobro spremljati in rataš hitro površen. Zato sem se pač fokusiral na enega. Euro-dolar je pa najbolj trgovan in ima pač najnižje sprede, ne? In je tudi najbolj likviden. In je pač logična izbira bil. Po moje je to, no, jaz bi vsem tukaj opozorila, marsikdo bo zdaj slišal tistih 400,000, ampak tukaj je veliko več v ozadju, kot pa samo ta zaslužek. Treba še povedati, koliko me je koštalo prej. 33 jurjev si investiral, ampak ne samo 33 jurjev, tvoj čas, veliko časa je šlo v izobraževanje, v podporo, konc koncev, žena te skoraj ven vrgla z bajte. Takrat te še ni bilo, pa je bajta, pa je v redu. No, v glavnem, se mi zdi, da recimo tudi pri športnikih vidijo tisto zlato medaljo, ampak ne vidijo pa solze, pa pot, ki teče, znoj, ki teče, ko švicaš za to, da prideš do teh rezultatov. Če hočeš iti, da si dolgoročno te, moraš to v bistvu delati kot full-time job, ali pa še v bistvu bolj kot da vodiš podjetje, ker je še več časa, kot pa tistih 8 ur službe, ne. Kadaj delaš to za hobi in ne vem, če zvoziš. No, ko smo že pri hobijih, Andraž, mogoče bi posebno, zdaj to mogla na začetku omeniti, zdaj se vsi sprašujejo, ko so prišli do konca te epizode, na YouTube, če nas gledate, so zadnji par Lukatu kitare namontirane na steni, evo, to pa je hobi, a ne, bil ali je še vedno. Sem igram še zmeraj, če ne drugega mi sin pride. Pa hoče kitaro dol, pa preklopati, pa... To je to. To bo nov band. Ja, Bobne že ima. Ima vso podporno okolje, da lahko kaj zanimivega, ustvarjalnega naredi, samo ali pa s prijatelji, ne, saj to je. Je vse tako. Bolj pa traparije, pa na računalniku cel dan, tako kaj jaz. Nekaj si tak delaš tiste traparije, da če ne poslušaš, tako da pač to je lahko govoriti. Jaz mislim, da smo obdelali za začetek to temo, bomo videli, kako se bodo odzvali tudi gledalci in poslušalci, kakšna bodo kaj vprašanja, če jih bo to še zanimalo, bomo še malo raziskali, malo bolj se poglobili v to temo. Zaenkrat pa, Luka, hvala za odlično debato, pa hvala, da si razkril vse, kar si razkril. Hvala za povabilo. Andraž, hvala tebi za tvoj prispevek. Ja, ni za kaj. By the way, sam da zaključam, zmeraj ljudje sprašujejo knjige. Ne? Jaz sem svoje cajte par knjig celo prebral na to temo, trgovanje, in ene se spomnim, ker mi je bila zanimiva, ker jo je v bistvu napisal doktor psihologije. In sicer doktor Alexander Elder, ali sem mogoče že slišal za to ime. Knjiga se pa imenuje Trading for a Living, se je že stara ka zemlja, pa ti jo bom poslal. Te pa še nisem, imam en kup knjig tam na omanje traderskih, ampak te pa res ne. Ja, Trading for a Living, ta se je zdela zanimiva, ker čist z druge domene prišel noter in sem zelo malo brskal, pa sem ne najdel. Če smo pri knjigah, najbolj mi je bila koristna Markets Wizards, ki je v bistvu zbirka intervjujev s traderji, ampak z unimi starih časov, 70-ih, 80-ih, kako so oni trdali, in tam pa prideš še sklidaš, da so imeli iste težave, kot imamo, recimo jaz imel, ker na koncu vse glava, psihologija, disciplina itd. Ja, to pa je v vseh aspektih našega življenja največja težava. Disciplina, organizacija, čustva, tako da to je to. Najlepša hvala, bomo kar počasi zaključili, smo že čez 1 uro, Andraž, vse si zaključil, a ne? Sem, a preberem en samen stavk, ne? Lahko, evo, you can be free, lahko ste svobodni, lahko živite in delate od kjerkoli na svetu, lahko ste neodvisni, prosti, dnevne rutine in ne odgovarjate nikomur, kaj je začel.
to je življenje uspešnega traderja, pa nadaljuje. Mnogi si to želijo, le redki uspejo. Pika. No, to je pa zelo lepo si povezal začetek naše epizode, ko smo omenjali punce, ki sanjajo o tem, da bodo milijonarke z nekih sanjskih plaž. Tako da, evo, brez dela, brez truda, ampak zelo redkim pa tudi uspe, kar je zelo lep zaključek. Andraž, hvala. Ni za kaj. Ja. No, hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.